Spoštovane tovarišice, pozdravljene na današnji slovesnosti o praznovanju 8. marca, Mednarodnega dneva žena, s katerim obeležujemo ženski boj za ekonomsko, politično in socialno enakost. Prijazen pozdrav seveda tudi vsem tovarišem, ki vsakodnevno izražate spoštovanje do žensk in njihovih dosežkov, ter se z nami veselite našega praznika. Letos bomo praznovali 75 let osvoboditve Ljubljane, za kar so si prizadevale in se borile tudi ženske, tako na bojišču kot v zaledju. Kot borke so se s puško v rokah jurišale na sovražnika, se kot obveščevalke vsakodnevno izpostavljale nevarnosti, razkritja in aretacije, kot organizatorke pa so prevzele nase skrb za druge, saj so skrbele za nemoten dotok zalog, kot za prehajanje ljudi. Upor so organizirale tudi preko velikih ženskih demonstracij, ki so potekale v Ljubljani. Ženske v času vojne tako niso bile zgolj opora ali pomoč moškim. Bile so voditeljice, pomembne in močne osebnosti, ki so navdihovale ter spodbujale narod v najtežjih trenutkih. Če omenimo zgolj najbolj znane med njimi: Zdenko Kidrič, Vido Tomšič, Adriano družina Olgo, Malči Belič, Lidijo Šentjurc Marjeto, Angela Ocepek, Maro Rupena, Pepco Kardel, Ano Ziherl, Franjo Bidovec, Alenko Gerlovič, sestre Stritar, Zdenko, Bogdano, Nado in Zoro, Ado Krivic in še bi lahko naštevali. Seznam močnih in pomembnih Slovenk je dolg in bogat. Med njimi so znanstvenice, likovne umetnice, glasbenice in humanistke. Ob začetku te tradicionalne slovesnosti spomin na vse ženske, ki so ustvarjale zgodovino, ter opomin, da ženski boj ni nikoli končan, pozdravljamo nagovoru ob prazniku žensk vabim tovariša Zorana Jankoviča, župana Mestne občine Ljubljana in pokrovitelja današnje slovesnosti. Ja, ne se zanimivo, ne, tako da Tošice pošta pročest. Spoštovane Tošice, drage žene, mame, babice, drage tašče, drage hčere, drage sodelavke in spoštovani tovariši, dobrodošli tu na današnji proslavi, ki je postala tradicija, kjer ne samo danes izkazujemo spoštovanje do vseh Tošic v tej državi, do tistih, ki skrbijo za nas, ki podpirajo ne samo tri, ampak tudi štiri vogale, in si jaz želim, da bi tak praznik uživali vsak dan. Ljubljana je pripravljena tudi na letošnje leto, delamo izjemno dobro, imam najboljšo ekipo. Te spremembe na bolj Ljubljani so plod in zasluga mojih sodelavk, sodelavcev. Delamo v tem trenutku čez 300 cest. V torek smo odprli nov prizidek zdravstvenega doma Bežigrad ob tem virusu, ki razsaja delno v Sloveniji, samo tem virusu, koronavirusu, nekakšnem drugem, da ne bi kaj mislil kdo. In odprli smo novo lekarno in moram priznati, da mi sledimo navodilo Ministrstva za zdravje, ki je izjemno korektno, natančno, s to dopolnitvijo, da smo napisali dežurno številko, ki je 24 ur dosegljiva, ker zdravniki čakajo na eventualne tiste, ki jih zagrabi panika, da jim povejo, kaj narediti. V teh prvih primerih v Ljubljani ni bilo nobene panike, mi smo pravočasno primerjali tudi šolo, kjer imamo učiteljico, ki je sopruga oddanega z virusom, tako da so starši vedeli, da je bila tudi v tem pregledu brez okužbe. Tisto, kar je treba pohvaliti, je tudi naš klinični center, ki je klinični center cele Slovenije in direktorja Poklukarja, kaj ti pripravljene, tako kot mora biti tudi v teh kriznih časih. Menda dobivamo novo vlado, to naj bi bilo drugi teden in vam moram zagotoviti, da bo Ljubljana ostala mesto heroj, da bo branik svobode in jaz pričakujem od nove vlade, se upam na dobro sodelovanje. Menda bo nam starejšim zdaj mnogo bolje, više pokojnine, jaz še nisem od teh, ki pričakujem. Menda 5 novih domov za starejše, ki to čakamo in se veselim in tudi vse vas pozivam, da to spremljamo. Tisto, kar se mi zdi potrebno zapovedati, pa nas v Ljubljani, dokler bo to vodstvo, ne bo spomenika izjavcev. To še enkrat poudarjam, ker so hoteli pisati, da nas v Ljubljani smo skupaj s vezodorci, posebej pozdravljeni naši predsednici ljubljanskega dela, gospe Julki, Tošici Julki, gospe Julki, komu kaj paše,
smo se odločili, da gremo v proces proti tej nepravični sodbi Vrhovnega sodišča glede generala Rupnika. Mi kot mesto Heroji se čutimo dolžne, da ta proces sprožimo. Imamo tudi posameznike, ki so utrpeli v tej vojni izjemno težke posledice, tako da so dale svoja pričevanja in tudi na tem bomo delali spoštljivo do Ustavnega sodišča, ampak s tisto željo, da ne more noben čas brisati iz dejstva, ki so se zgodila, ko je domačin praktično izdajal svoje sosede, svoje sodržavljane, ki je želel v bistvu to državo ponemčiti. In drugo, tisto, kar je še večje veselje, vabim vas 9. maja na proslavo, ki bo veličanstvena tu na Trgu Republike, ko bomo res s pravo pesmijo, ki bo danes tu proslavili praznik osvoboditve Ljubljane, in o tem sporočam eno za mene pomembno novico. Ta dan bomo tudi odprli kip komandantu tovarišu Janezu Stanovniku. Jaz sem pripravljen tudi s to vlado sodelovati, vendar predvsem s tisto nalogo, ki mi je zaupalo že 5. zapored 61% Ljubljančak, Ljubljančanov na teh zadnjih volitvah, da se Ljubljani ne dela škoda. Mi bomo ostali na tej naši poti, danes tu je kar nekaj mestnih svetnic in svetnikov, častnih meščank, tako da smo mi v Ljubljani trdno na svoji poti na tej kot zadnjih 13 let in jaz se vabim, da nas obiskujete tudi tisti, ki niste iz Ljubljane, in da uživate v blagodetih najlepšega mesta na svetu. Hotel sem toliko časa govoriti. Hotel sem toliko časa govoriti, da vidim Tošico Štefko v spremstvu našega prvega predsednika, ampak zdaj ali ni dosti luči, ali pa res predsednik zamuja, ne Štefka, tako da danes je to dovoljeno, pravičeno. Vidim, verjamem, da se boste pridružila, da poživajmo v programu in pa častni govornici. Sem obljubil, da ne bom predolg, ampak izjemno sem ponosen na ta srečanje vsako leto. Nekoliko manj nas je kot leto pred tem, ampak to je samo strah pred koronavirusom ali pa mogoče sneži nekje na Primorskem, da ne bo nekaj nevrede. Tako da naj bo lep dan in pa zapeli bomo skupaj himno Ljubljane s partizanskim pevskim zborom, brez njih proslav ni, tudi oni bodo 9. maja in tudi mi bomo s ponosom slavili zmagovalce v drugi svetovni vojni, tiste, ki so bili na strani zaveznikov, to so naši partizani, partizanke, in ki so skupaj zavezniki premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. In na to bodimo vedno ponosni, sodelujemo z vsakim, ampak nihče nima pravice spreminjati zgodovino našega naroda. Kajti tisti, ki poskuša spreminjati zgodovino, tudi prihodnosti nima. In prepričan sem, da je Ljubljana lahko po teh odnosih med prebivalci, med obiskovalci, najbolj varno mesto. Decembra smo imeli milijon obiskovalcev to v Ljubljani, v starem delu mesta, z vsem alkoholom, ki je bil na voljo, brez enega incidenta. In to je tisto, kar je pri nas najlepše. Torej, še enkrat, naj bo lep dan, vesele praznike, vse najboljše za ta praznik, pa ne samo za danes, ampak za vse dneve, ko nas spremljate. Hvala, drage Tošice, in pozdrav se tudi že moja tašča, če ne bo. Bomo smo brez jutra. Srečno. Slovenski domov.
Ljubljana je bila od nekdaj pomemben center razvoja in napredka. V Ljubljani, mestu obdanem z žico, so ženske leta 1943 organizirale demonstracije proti nasilju okupatorja nad zaporniki in talci. V Ljubljani je UF vodil državo znotraj države. Pot številnih pomembnih žensk se je vsaj za nekaj časa ustavila tu, v naši prestolnici. Zato se bomo letos, ko praznujemo 75. obletnico osvoboditve mesta Heroj, spomnili 6 pomembnih Slovenk, ki so bili na neki točki svojega življenja tudi Ljubljančanke, pa čeprav le za kratek čas. Ljubljana, januar 1943. Fašisti aretirajo narodno herojinjo in prvo žrtev fašističnega nasilja Malči Beličevo, drzno in iznajdljivo žensko. Pri njej v vrečki moke najdejo legalni material, ki ga je zbirala za osvobodilno fronto. Preden podleže poškodbam, jo več dni brutalno mučijo, o čemer pričajo polomljena rebra, poškodbe hrbta in znaki davljanja. Kljub prepovedi italijanskih oblasti se je pogreba udeležilo večje število ljudi. V pismu domačim je Malči zapisala: "Sojeno mi je, da v bolečinah umrem. Ali raje umrem, kot da bi na mojo čast padel madež. Pozdravite vse in ne pozabite me. Vaša vdana Malči." Danes je po tej junaški ženski poimenovan javno-izobraževalni zavod Mladinski dom Malči Beličeve, v katerem deluje več vzgojnih skupin z osnovnošolsko populacijo. Del njihove skupnosti je tudi Aljaž Pene, nadarjen harmonikar, ki bo danes zaigral skladbo Lojzeta Slaka Po cesti gresta fanta dva. Pozno je že in jaz ne morem spati. Skozi majhno lino gledam pusto noč, zajeto kakor jaz, temen obroč. In mislim nate, moja dobra mati. Samo za en večer, en sam večer bi rada glavo na prsi ti položila. Spet, kakor včasih, bi ti rada potožila, razkrila ti žalost so in svoj nemir. O, mama, če bi Davi tu bila, ne veš, kaj vse so delali z menoj. Iz ust mi kri je bruhala na tla. O, mama, če bi Davi tu bila, bi moj krvavi obraz v dlani zajela in tiho, tiho pesem zapela.
Ljubljana, 21. aprila 1943. Poveljnik italijanskih sil zavrne srečanje z ženskami, ki so se zbrale na Kongresnem trgu, da bi mu predstavile zahteve o ravnanju z zaporniki. Reče jim, naj se vrnejo po veliki noči. Ena izmed žensk ob tem vzklikne: "Dobro, pa se vrnemo prihodnjo sredo." To je bila Angela Odcepek in iz njenega vzklika je nastalo geslo: "Nasvidenje prihodnjo sredo." Prvo sredo, 28. aprila, se je zbrala zgolj peščica žensk. 5. maja že več kot 200. Zadnje demonstracije, 12. maja, pa se je udeležila prava množica. Angela Odcepek je bila skromna in dobra ženska, ki je bila zelo priljubljena med ljudmi in je uživala velik ugled. Borila se je za delavske pravice ter se zavzemala za enakopravnost žensk. Zaradi svojih prepričanj je bila večkrat zaprta. Fašisti so jo zaprli celo v Visoki Nosečnosti, zato je hčerko Tatjano rodila kot jetnica. Čeprav je bila ena najbolj iskanih ilegalnih aktivistk, je kot odlična organizatorka sodelovala pri pripravi ženskih demonstracij v Ljubljani in organizaciji ženskega kongresa v Dobrniču. Bila je tudi predsednica glavnega odbora Slovenske protifašistične ženske zveze, članica Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Ob vseh političnih funkcijah in delu pa je bila tudi osrednji steber družine. Njena hči Tatjana je o njej zapisala: "Mama je bila kot vse mame." In še: "Mislim, da je preveč delala, preveč se je razdajala. Živela je za druge, za svoje ideale. Vsi in vse drugo je bilo bolj važno od nje same."
nekje med Ljubljano in Novim mestom 1941. Mara Rupena se z vlaka požene v novo življenje. Na koncu transporta jo namreč čaka bodisi usmrtitev, bodisi deportacija v koncentracijsko taborišče. Zato po dogovoru z aktivisti Osvobodilne fronte skoči z vlaka in odide v partizane. Mara Rupena je bila učiteljica, ki se je močno dotaknilo težko življenje žensk na podeželju, socialna neenakost in njihova zapostavljenost. Tako je že pred vojno organizirala predavanja in tečaje za poučevanje žensk in se borila proti krivicam, poniževanju in kratenju človekovih pravic. Leta 1940 so jo zaradi njenih prepričanj aretirali in zaprli v Ljubljani. Po filmski rešitvi je postala pionirka ženskega gibanja med narodno-osvobodilnim bojem na Dolenjskem. Med vojno je urejala glasilo Našim ženam, ki je na razumljiv način predstavljalo odporniško gibanje. Sodelovala je pri organizaciji prvega kongresa Slovenske antifašistične ženske zveze v Dobrniču, kjer je bila izvoljena za sekretarko. Bila je članica Antifašistične fronte žensk Jugoslavije, izvoljena je bila za članico Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in Avnoja. Po vojni se je največ ukvarjala s problemi kmečkih žensk in kmečkih družin, prevzela pa je tudi številne politične funkcije. Mara Rupena je v partizanih spoznala svojega bodočega življenjskega sopotnika Bogdana Osolnika. V času njene prve nosečnosti je bil Bogdan poslan na Gorenjsko, kjer je svoji še nerojeni hčeri posvetil pesem Katjuši. Matej Ulčar bo prebral odlomek iz te pesmi. Pisal ti bom zdaj o Katki Rožki. Daleč so že tisti vojni dnevi, ko so te še v prvi sen otroški divjih bitk uspavali odmevi. V gorah divjih zasneženih, v hostih hladni, v tesni si prišla na svet baraki. V cunje tu je bila si zavita, z mamico ležala si na trdnih tleh, prej bila si lačna, kakor sita, prav kot vsi mi v tistih črnih dneh. Po tvoje so zajedle se telesce, drobno, gnide, garje že kar prvi dan, a nad gozdom je pošastno, zlobno krožil nemški aeroplan. Takrat sem na dolgo, težko pot odhajal, k vama prej iskat sem šel slovo. In nemir me nem je navdajal, morda se še vrnem, morda me več ne bo. Končno našel, skriti sem globeli drobne luči iz kolibe svoj. Kočo, kakor v pravlični deželi, stisnjeno v zavetje mladih hoj. Tiho sem obstal pred vrati in srce mi je zatrepetalo vroče, tu si torej otročiček zlati. Moje dete, res, je mogoče. Takrat se je v koči oglasil sloboden jok. Mehak glas ga je miril ljubeče, pančkaj, pančkaj, moj otrok. Ves raznežil sem se od presilne sreče. Že sem stal pri tebi, dete moje, in pobožal mamici sem trudno lice. Sklonil sem se nad obličje tvoje, drobno in razgreto od vročice. Iz oči mi prva, druga je kanila kaplja. Solze ganjenosti in veselje. In iz duše se mi je kot krik izvila ena sama tiha, vroča želja. Bodi zdravo, dete moje. Živi. In veselo rasti. Hodi srečno čez življenja boje, mimo vseh nesreč in vseh pasti. Iz te koče in gozdov in bede v dan svoboden in cvetoča mesta preko vseh težav naj te privede srečnega življenja cesta. Zdaj se mi je umirila duša, glej. Vem, če morda moja pot bo kratka, v tebi vendar bom živel naprej. Bodi srečna, moja mala Katka.
zapela pesem čez poljano, o sokolu šit je veljal. In onem, ki ga ljubi dano, ki pismo drobno je poslal. In onem, ki ga ljubi dano, ki pismo drobno je poslal. Mojo pesem nesi v daljni kraj, partizanu, ki na branu meje, lep pozdrav Katjuši mu predaj. Partizanu, ki na branu meje, lep pozdrav Katjuši mu predaj. Misli naj na ljubico edino, ki mu poje pesem čez vodo. Ljubljana, poletje 1941. Zdenka Kidrič Marjeta, pripadnica tiste generacije, ki je mednarodno osvobodilno borbo prevzela vodilno in odgovorno vlogo, v okupirani Ljubljani organizira varnostno obveščevalno službo Osvobodilne fronte ali našo maščevalko, kot jo poimenuje sama. Zdenka Kidrič je bila ena izmed žensk, ki so ustvarjale sodobno slovensko zgodovino. Še pred vojno je v komunistični partiji prevzela skrb za pomoč preganjanim in zaprtim in v najtežjih trenutkih vodila rdečo pomoč. V času vojne pa je nase prevzela odgovornost za delovanje varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte in vzpostavila obveščevalno mrežo, ki je bila močnejša od italijanske ali nemške. Pod vodstvom Zdenke Kidrič je varnostno-obveščevalna služba, ki je bila vitalnega pomena za narodno-osvobodilno gibanje, omogočila, da je Osvobodilna fronta v Ljubljani delovala kot država znotraj države. Člani varnostno-obveščevalne službe so reševali aktiviste Osvobodilne fronte iz zaporov in po nalogu vodstva Osvobodilne fronte izvajali številne druge akcije. Situacijo je Mussolinijev zunanji minister opisal z besedami, da je v okupirani Ljubljani v vsaki veži uporniška zaseda. Med vojno je Zdenka Kidrič delovala pod različnimi ilegalnimi imeni. Znana je bila kot Kres, Marjeta in Ana. Skupaj z Vido Tomšič in Pepco Krdel je bila zaprta v gestapovskem zaporu v Begunjah na Gorenjskem. Miklavž Komelj je o njej zapisal: Ime Zdenka Kidrič je ime, ki si ga danes v Sloveniji nihče ne upa javno izreči s spoštovanjem in priznanjem. Ime, ki se v javnosti najpogosteje pojavlja v grobih napadih in namigovanjih desničarjev, ki skušajo kriminalizirati narodno-osvobodilno borbo. Ime, ki se mu tisti, ki zagovarjajo narodno-osvobodilno borbo, raje izogibajo, da jim ne bi bilo treba sprejeti travmatičnih razsežnosti tega boja. Pa vendarle moramo Zdenki Kidrič priznati njeno veličino, saj je v izrednih težkih časih delovala v dobro naroda in v skladu z lastnimi prepričanji. Ženske so bile in so gonilo napredka, neustavljiva tiha sila, ki spreminja svet. Tudi današnja slavnostna govornica premika meje, tako v znanosti kot v glavah ljudi. Dr. Marjetka Kidrič, ki je odraščala ob mogočnih starših in se zaveda pomembnosti odločnega delovanja in borbenosti. Spoštovana dr. Marjetka Kidrič, prosim vas za slavnostni nagovor. Spoštovani, naj se najprej zahvalim za povabilo, da govorim na današnji proslavi in na takoj povem, da moje besede ne bodo besede političarke ali javne delavke,
temveč besede ženske, ki je svoje dni preživljala precej daleč od javnosti. Bodo pa besede ženske, na čigar temeljna prepričanja in vrednote, v katere verjamem, sta vplivala okolje, v katerem sem odraščala, in dejstvo, da sem se ukvarjala z znanstvenimi raziskavami in visokošolskim poučevanjem in s tem povezanimi dragocenimi stiki z mladimi. V okolju, kjer sem odraščala, se je veliko razmišljalo, učilo, analiziralo in razpravljalo, tudi o različnih možnih rešitvah temeljnih družbenih problemov. Žal se je težko izogniti občutku, da danes temu ni tako, zlasti v tistih družbenih strukturah, ki trenutno vodijo in upravljajo našo državo. Težko se izogniti občutku, da so za te strukture pomembni le ozki strankarski ali osebni interesi, ne pa tudi iskreno zavzemanje za uresničitev vizij in strategij razvoja, ki naj bi bile utemeljene na znanju, osnovni človeški morali in globokem razmisleku. To seveda nikakor ne pomeni, da v prejšnji državi ni bilo napačnih odločitev in napačnih ukrepov, kar predvsem velja za začetna povojna leta. Vsekakor pa je že takrat bilo veliko zavedanja o potrebi izboljševanja družbenega položaja ne samo vseh ljudi, temveč posebno do tedaj zapostavljenih žensk na splošno. Bilo je več posluha za naše specifične probleme in s tem povezana socialna vprašanja. Bilo je tudi veliko konkretnih dejanj, povezanih z zagotavljanjem ženskih pravic in ustvarjanjem možnosti za naše adekvatno umeščanje v družbo. Ni odveč poudariti, da je vse to bilo povezano z relativno majhnimi socialnimi razlikami in veliko skrbjo za zagotavljanje enakih možnosti za vse. In za razliko od tega, kar doživljamo danes, bilo je več politično aktivnih ljudi s trdnimi prepričanji in s pokončnostjo, s katero so se za njih tudi borili. Te dni veliko slišimo o nujnosti kompromisov. Se popolnoma strinjam. Kompromisi so neizogibni in velikokrat tudi nujni. Tako kompromisi o sprejemanju manj pomembnih in tudi najbolj pomembnih rešitev različnih problemov. To zlasti velja, kadar kompromisi pomenijo sprejemanje pogledov, ki so drugačni od tvojih, a odpirajo nove možnosti. Toda vse to velja ob zelo pomembnem pogoju, upoštevanju človekovih pravic, temeljnih vrednot in moralnih opredelitev, dokazanih dejstev, svobodni življenjski izbiri, enakih možnosti pri šolanju. Tu kompromisov ne sme biti. In področje, kjer nikakor ne sme biti kompromisov, je tudi položaj žensk v naši družbi. Že NOB je storila veliko za ženske. Njihova množična in dejavna podpora odporu proti okupatorju, njihov množični odhod v partizane, navdušenje ljudi nad tem njihovim angažmajem, je bil radikalni prelom z utesnjujoče patriarhalno in klerikalno vlogo žensk v tedajni slovenski družbi. Čeprav tudi v NOB, kar se tiče položaja žensk, ni bilo vse idealno, ker so tudi tam pogosto prevagali moški glasovi in moška moč, so pozitivni premiki prevladali in se prenesli tudi v čas po osvoboditvi. To so bile nedvomno zgodovinsko pomembne emancipacijske pridobitve za oba spola, ne le za ženske, saj so tudi moški od osebno in družbeno emancipiranih ženskah lahko zaživeli polnejše partnerske in družinske odnose. Če pogledamo današnji položaj žensk v slovenski družbi, opazimo bolj ali manj capljanje na mestu in manjko zanimanja ter volje za izboljšanje razmer. Razumljiv je celo strah, da bomo naredili kak korak nazaj. Če se primerjamo z najrazvitejšimi evropskimi državami, zlasti skandinavskimi, opazimo mnoge pomanjkljivosti in odkrite krizne točke. Naj opomnim na velik razkorak med sicer množično zaposlitvijo žensk
in njihovim precej nižjim deležem na vodstvenih položajih. Tako kot še na marsikaterem področju naše družbe, so pred ženskami mnogi izzivi tudi pri delovanju v znanosti. Statistike nam kažejo, da je vključenost v visokošolsko izobraževanje že spolno uravnotežena. Mnoge med nami dosežejo najvišje stopnje tovrstne izobrazbe in kar veliko diplomantk svoje kariere posveti znanstvenem raziskovanju in visokošolskem izobraževanju. Vendar se na najbolj pomembne položaje v znanosti ženske zelo redko zavihtimo. Če se ne motim, naša dva največja znanstvena inštituta še nikoli v svoji zgodovini nista imela direktorice. Le tretji po velikosti je imel eno, ki je prinesla marsikaj novega in koristnega. Nedavno sem videla fotografijo vseh še živečih rektorjev Univerze v Ljubljani in med njimi je le ena ženska. Težko se je izogniti občutku, da morajo znanstvenice doseči nekaj res izjemnega, da bi dobile najvišja priznanja. Mislim, da je to velika škoda ne samo za ženske, temveč za celotno družbo. Ženske lahko prispevamo v znanost pogled nekoga, ki ravno zaradi omenjenega položaja vidi znanost iz drugačne perspektive. Ravno ta pogled strani lahko znanstveno delo obogati. Čeprav razumem, od kod prihaja v današnjem času prepričanje, da le tekmovalnost lahko prinese hiter razvoj in obči napredek, vseeno verjamem, da je za znanost in za celotno družbo sodelovanje bolj pomembno. Glavno vodilo naj ne bi bilo premagati drugih, temveč skupaj doseči največ, kar se da v odkrivanju zakonitosti narave in nas samih. Velikokrat slišimo, da so ženske same odgovorne za svojo izključenost iz struktur, ki imajo največ besede pri odločitvah in to ne samo v znanosti, saj se zaradi drugih obveznosti in interesov v življenju ne želijo popolnoma posvetiti poklicu. Ravno tu naj nastopijo ozaveščena družba oziroma tisti, ki jo upravljajo. Verjemite, da ženske želimo delovati v znanosti tako kot moški. Potrebno pa je ustvariti pogoje, ki bi omogočili, da se odgovornosti in življenjske aktivnosti izven poklica razporedijo na oba spola. Potrebno je omogočiti enakomerno razporeditev tudi na vodstvenih mestih. Marsikdo bi dejal, da bi se znanost v tem primeru počasneje razvijala, bi pa verjetno razvoj bil skladnejši. Ženske že sedaj veliko prispevamo k razvoju znanosti. Sama sem se ukvarjala z naravoslovjem, vendar vidim tudi veliko vlogo družboslovja in humanistike, kjer so znanstvenice pri nas uspešne v spoznavanju in pojasnjevanju človeka in človeške družbe. To bo v prelomnih časih, v katerih živimo, ob neslutenem in mogoče na določen način prehitrem razvoju tehnologije izredno pomembno. Doma sem živela v vzdušju, ki je zelo spoštovalo znanost. V zadnjem času sem opazila, da mnogi kar predpostavljajo, da v režimu po drugi svetovni vojni za znanost pri nas niso bili dobri časi. Resnica je drugačna in zato obstajajo mnogi dokazi. V težkih ekonomskih pogojih in ob vsakašnem pomanjkanju se je za znanost storilo veliko. Znanost in znanstvene institucije je bilo treba povsem na novo vzpostaviti, od materialnih osnov do socialnih struktur. Žal mislim, da ni slučajno, da se znanosti danes ne daje zadosti sredstev. In mislim, da ne gre samo za nerazumevanje vloge znanosti v vsakršnem razvoju družbe, tudi ekonomskem, temveč, da gre tudi za strah današnjih politikov, pa čeprav podzavesten, pred znanjem, dejstvi in zavezanosti resnici. V sodobnem času, ko smo preplavljeni z lažnimi in alternativnimi novicami, ko so teorije zarote povsod prisotne, ko najbolj verjamemo katerikoli trditvi, ki jo najdemo na spletu, je vloga znanosti še bolj pomembna. Znanost mora ostati steber opornik racionalnemu pristopu k reševanju problemov, ki stojijo pred človeštvom.
Naj sklenem. Okolje, v katerem sem odrasla, me je naučilo, kaj pomeni človekova integriteta in zavezanost vrednotam, v katere verjameš. Znanost pa mi je pokazala, da se je o pomembnih stvareh nujno preizpraševati, da je ena od človekovih najlepših lastnosti želja po znanju, da je potrebno raziskovati, odkrivati in spoštovati dejstva ter jih analizirati. Spoznala sem, da imamo ljudje pravico, da udejanjimo željo in potrebo po spoznavanju in da nam pravična družba to mora omogočiti. Današnje srečanje je taka vrsta dogodka, ko moramo pogledati v preteklost in s spoštovanjem oceniti tisto, kar nas je pripeljalo do tu, kjer smo, in obenem pogledati v bodočnost. Vam, tukaj prisotnim, ni potrebno pojasnjevati, kaj so dejstva o naši NOB in kaj so dejstva o ogromnem vplivu NOB in povojnih časov na emancipacijo žensk. Nobeni poskusi ne bodo mogli predrugačiti teh dejstev. Ženske, ki so bile aktivno vključene v NOB in OF, kakor tudi nešteto druge, so se borili za obstoj naroda, pa tudi za svoj drugačen položaj in svojo drugačno vlogo v družbi. Upajmo, da je sedaj nastopil čas, ko se bomo ženske borile za tisto, kar je dobro za vse ljudi in celotno skupnost. Naj ženske tvorno sodelujemo v ustvarjanju in uresničitvi vizije razvoja in bodočnosti slovenske družbe. Upajmo, da bodo sedanje in bodoče junakinje tiste, ki se bodo skupaj z moškimi borile za pravično družbo, za solidarnost, za znanje, za razumevanje in spoštovanje narave. In če ta čas še ni nastopil, se moramo boriti, da čim prej bo. Po vojni je bilo znano geslo: bili so heroji boja, sedaj potrebujemo heroje dela. Sama dodajam, da danes potrebujemo heroje in herojinje človečnosti in znanja. Borimo se proti tistim, ki blatijo razmišljujoče. Uprimo se prenarejanju zgodovine. Zavzemajmo se za ohranjanje tistega, kar je bistveno za kontinuiteto našega razvoja. Odgovarjajmo na izzive sedajnosti in ne preteklosti, ob tem pa ne pozabljajmo nauke iz te preteklosti. Borimo se z argumenti, bodimo strpni, vendar pokončni, kot so bile mnoge naše predhodnice, naši predhodniki. Question, tell me what you think about me. I got my own diamonds and I got my own rings. All they ring a belly when I'm putting on the
5. maj 1945. V Narodno vlado Slovenije je kot ministrica za socialno politiko imenovana prvoborka in partizanska herojinja Vida Tomšič. Ženske v Sloveniji popelje na najbolj napredno in enakopravno pot v socialističnih državah. Vida Tomšič je bila diplomirana pravnica, ki se je še kot študentka pridružila levičarskim gibanjem. Skupaj z možem Tonetom Tomšičem je bila decembra leta 1941 v Ljubljani aretirana kot ilegalka Osvobodilne fronte in obsojena na 25 let ječe. Zaprta je bila v Ljubljani, v gestapovskem zaporu v Begunjah na Gorenjskem in v Mariboru, ter v več zaporih v Italiji. Po kapitulaciji Italije je bila med ustanovitelji prve prekomorske brigade. Po vojni je svoje delovanje usmerila v socialno politiko in zdravstvo. Z dobro zdravstveno preventivo je dosegla, da je smrtnost otrok v Sloveniji padla na najmanjšo možno mero. Pri svojem delu se je zavzela tudi za organizirano in brezplačno načrtovanje družine, kar je tlakovalo pot ustavni zapovedi o samostojnem odločanju ženske o rojevanju otrok. Tako politično kot publicistično delovanje Vide Tomšič je bilo usmerjeno v reševanje položaja in vloge žensk v družbi. Vida Tomšič je bila tudi prva ženska, ki je Ljubljanska univerza podelila častni doktorat. Postati boginja ni težko, ampak to zdržati. Za vsako rožo moraš vračati smehljaj in sporočilo, ustvarjati belino in nositi črnino, ubiti žensko in brezspolno bitje igrati, deliti ravnotežje in govoriti z mirnim glasom, gledati globoko v oči. Uro časa imaš, da se predaš norosti. Nato prikaži sonce, hrani naši se posveti, nikomu ne izdaj skrivnosti svojih, ker so vedno enake, nikdar dovolj globoke. Saj si žena, saj si mati, tak je ta svet.
Logatec 2020. Edina še živeča herojinja na območju nekdanje Jugoslavije, Andreana družina Olga, praznuje 100 let. Družina se je leta 1929 zaradi fašističnega nasilja iz okolice Trsta preselila v Ljubljano, kasneje v Zagreb. Andreana je v Ljubljani zaključila osnovno šolo ter nadaljevala šolanje na meščanski in poklicni šoli, dokončno pa se je za šiviljo izučila v očetovi krojačnici. V njihovi krojačnici v Zagrebu so se sestajali komunisti. Andreana pa je pogosto stražila med njihovim sestankovanjem in zanje prenašala pošto. Leta 1942 se je kot aktivistka pridružila partizanom. Bojevala se je v Dolomitskem odredu in Šercerjevi brigadi. Bila je politična komisarka postojanke Planina, delovala je kot obveščevalka v 15. diviziji in prevzela vlogo pomočnice poveljnika obveščevalnega centra v 7. korpusu. V borbah je bila 5-krat težko ranjena, vendar se je vsakič vrnila v boj. Bila je ena najhrabrejših žensk v narodno-osvobodilni borbi. Po vojni je delovala v vozni in službi državne varnosti, sodelovala pa je tudi pri nastajanju Osimskih sporazumov. Pred selitvijo v dom starejših občanov v Logatcu je dolga leta bivala v Ankaranu, kjer je bila ves čas aktivna članica Zveze združenj borcev NOB Ankaran, bila pa je tudi članica Zveze združenj borcev NOB Ljubljana in društva Dobrnič.
thrilling combination, every move that he makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you know one moment in his presence and you can't forget the rest. For the guy is second best to none. Son, ooh, son, give him your attention. Do I really have to mention he's the one? She walks into a room and you know She's uncommonly rare, very unique, represented poetic and chic. she walks into a room and you know from her manly poise, effortless whirl, she's a special girl strolling. Can't help all of her qualities extolling. Loaded with charisma is my jauntily sauntering average traveler. She walks into a room and you know you must shuffle along, join the parade. She's a quintessence of making the grade. This is what you call traveling. Oh, scratch your stuff, can't get enough of her. Love her. Of the sound of a gun, she is one of a kind. One singular sensation, friendly and savvy to Represented poetic and chic. one She walks into a thrilling combination, every move that she makes. She's a special girl, strong. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you know one. Open in the presence and the confident progress. For the girl is second best to none. Son, ooh, son, give her your attention. Do I really have to mention she's singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you know one moment in your presence and you can't forget the rest. For the girl is second best to none. Son, ooh, son, give me your attention. Do I really have to mention she's the one? She's the one. She's the Sedaj pa pesem nam zapoj veseli veter, veseli veter, veseli veter. Sa morja in gori prerodil si v poletu in pesmi sliša vse vasi sveta. Daj zapoj nam o gorah visokih, daj zapoj nam o tajnah meljah in prvenče govorijo dalje sinjega neba in o smehih velikih ljudi. Kdor se hoče za zmago boriti, ta naj stopi
slišal se da si sveta, daj zapoj nam o slavi pa gumu, o herojih duha in pesti, da srce se razvedri, da si vroče zaželi, biti bolj kot vetje in ena. Da srce se razvedri, da si vroče zaželi, biti bolj kot vetje in ena. Današnji kulturni program se s tem počasi zaključuje. Program smo sooblikovali. Partizanski pevski zbor z dirigentom Iztokom Kocenom, harmonika Branko Slavič, orglice Tone Zaletel. Harmonikar Aljaž Pene iz doma Malči Beličeve. Učenki in učenec glasbene šole Moste Polje, Manca Mihelin, Leda Delfina Stajdal Porenta in Lenart Prevec. Plesalke plesne šole Mojce Horvat. Pevka Maša Tisel, ki jo je na harmoniki spremljal Nejc Jemc. Recitatorja in povezovalca Alina Potočki Vozni in Matej Ulčar. Scenarij je pripravila Mojca Poredoš. Projekcija in animacije Iztok Fipan, glas Silvana Knop, televizija Medvode. Naj zaključim z besedami Janeza Stanovnika, očeta naroda, ki je preminil po dolgem in bogatem življenju. Spoštovani, dan žena ni zgolj priložnost, da podarimo cvet lepšemu delu človeškega rodu, ampak je predvsem priložnost in dolžnost, da se zamislimo nad našo skupno prihodnostjo. Človeštvo, še posebej pa mi kot narod, smo v preteklem stoletju napravili ogromen napredek. Ostajajo pa niše, ki jih moramo premostiti, če želimo, da dosežemo osnovno zahtevo civilizacije, da človek resnično postane človek. Poglejte izobrazbeno strukturo moškega in ženskega dela državnega zbora, pa boste videli strahotni jez med verbalnim priseganjem na lizbonsko strategijo in neizkoriščenostjo človeškega kapitala, ki ga imajo slovenske žene. Pot v prihodnost vodi samo naprej. V družino in družbo enakopravnih partnerjev, ne pa nazaj v kuhinjo in patriarhat. Hvala vam. Hvala vam za pozornost, ker ne pozabite, da je pomembno in nujno, da se spominjamo boja za pravice žensk, se zavedamo, da ta boj še ni končan in se skladno s tem borimo naprej, kajti le tako bodo izborjene pravice tudi obstale. Mi